Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Danes z veseljem pozdravljam nekoliko mlajšo sogovornico od večine, ki smo jih do zdaj delali, mlado umetnico Ditko. Zdrava. S Prekmurjem ste povezani preko lanskega Prešernovega nagrajenca Ferija Lainška. Pravzaprav ste tudi prepoznavni postali preko interpretacij njegove poezije. Več ali manj vam muziko piše oče Gorazd za te komade, potem pa pride drugi del muzike, o kateri se bova pogovarjala, kjer ste pa tudi sama avtorica. Ja, ampak moram povedati, da sva tudi tu si zelo enakovredna pri uglasbljanju poezije. Bom rekla, da zadnja leta precejšnji delež pesmi kar sama uglasbim, torej sem avtorica glasbe večine, oče pa je še vedno tisti, ki poskrbi potem za vse aranžmaje in je tudi producent teh pesmi. Oče je profesor glasbe, dolgoletni glasbenik na Koroškem, Gorazd Čepin, zelo znan. Vi pa kako ste se vi v to muziko našli? Ja, jaz mislim, da je za to kriv prav moj oče. Ja. Zdaj, jaz sem se pač res rodila, lahko rečem, v glasbeno družino. Kot ste že omenili, moj oče je profesionalni glasbenik in predvsem sem imela že kot majhna deklica to možnost, da sem res lahko preposlušala veliko dobre glasbe. Ker moj oče je imel doma ogromno kaset še takrat in pa teh CD-jev. Kaj je dobra glasba? To je zelo relativno, a ne? Dobra glasba je po mojem mnenju glasba, ki te ne pusti ravnodušnega. Da v tebi zbudi neko čustvo, da se v tebi začne nekaj dogajati, ko glasbo poslušaš. Jaz mislim, da je to tudi njen namen. In jaz osebno vidim dobro glasbo, tisto staro glasbo, kjer so se res... Z katerega obdobja? Recimo... Kaj je to, Frank Sinatra, pa ta zgodba? Pink Floydi, recimo. Potem iz tistega časa mogoče tudi še, ne vem, tudi Joe Cockerja smo poslušali, ko sem bila še majhna. Skratka, glasba, ki se je res igrala, če tako rečem. Zdaj, meni osebno ta moderna glasba ne leži, ker se mi zdi, da je vedno manj inštrumentov. Tehnična varianta. Tako, vedno več. Cel čas isti ritem. To, ja. Recimo, jaz pač vidim, interpretiram dobro glasbo kot glasbo z dušo. In tudi tule dajem velik pomen tudi besedilom, ki se mi zdi, da morajo imeti neko težo, neko sporočilnost. Verjetno se tudi zato toliko poslužujem uglasbljanja poezije, ker pač vidim v njej neko globino. Tako da tudi ta je faktor, ki ga torej vidim kot interpretacija dobre glasbe. Dobro, še zmeraj sva tam pri začetkih, preden začne človek nastopati, čeprav začeli ste zelo zgodaj. Res je. Bila sem stara 9 let, ko sem napisala svojo prvo pesem. Kaj je napisala tekst? Tako, besedilo in glasbo. Ja, tudi tisto že. Tako, sicer takrat še nisem glasbe pisala tako z notami, ampak sem pač enostavno napisala besedilo in ga odpela mojemu očetu, ki je že takrat v bistvu prepoznal en tak potencial v meni. Potem to pesem on vzel v roke, jo torej zaranžiral, če tako rečem. Kakšna pesem je to bila? To je bila pesem z naslovom V deželi mojih sanj. Jaz sem bila stara 9 let in sem v bistvu zapisala tisto, kar sem takrat čutila. Kaj gre? A kako se poje? Ta pesmica? Zdaj probam. Grem v deželo mojih sanj, kjer sonce smeje se vsak dan in šola se konča, še preden se začne. Ta faktor je ful pomemben. Bravo. Ker nisem rada hodila v šolo in sem nekako to hotela potem izraziti preko besedila in glasbe. Potem ste neko šolo morali narediti, ker človek težko preživi. Kako je to šlo? V bistvu bom rekla tako, v osnovni šoli sem bila taka precej upornica in res se nisem rada učila. Imam jaz rad taki ljudi. Potem pa nekako sta me moja starša na en tak lep način pač spodbudila, da je prav, da tudi šoli namenim neko pozornost, da je vseeno prav, da se naučim neke odgovornosti. In sem potem v gimnazijskih letih postala bolj pridna. To je gimnazija Slovenjgrada? Gimnazija Ravne na Koroškem, tako. In v tistem času potem veliko razmišljala, kam me bo pravzaprav moja življenjska pot peljala. V tistem času so
tam v Ravnah pa to bili smučari pa plavalci. Ja, Ni pa res niti je. eno, niti drugo, ali kaj? Ne, smučarka ljubiteljsko, tudi plavalka ljubiteljsko. Je sicer moja mama je športnica in po njeni strani imam ogromno športnih genov, tako da tudi šport me je poleg glasbe ves čas spremljal. Trenirala sem odbojko in pa namizni tenis. Ja, tudi odbojka je zelo močna bila v Ravnah. Tako, Cel čas, ja. odbojka je še zdaj zelo močna. Kaj ono je bilo namizni tenis? Tako, Ping-pong. ping-pong rečemo mi. Ja. A vi tudi? Ja, tako. Moj deda je bil izjemen ping-pong-kaš, no, če Ja? tako rečem. Ja, mamin oče, pa tudi olimpijec v teku na smučeh. Tako da ta športni gen imam v sebi, ampak nekako me je No in zdaj, potem... kdo je bil ta dedi? V bistvu Friderik Bavče. Dobro, Mirko Bavče po za tiste, domače. ki so poznavalci v športu, če je bil olimpijec, potem se ga verjetno spomni. Verjetno, ja, zdaj že Ja. kar v letih, seveda gospod, ampak je imel... Gospod za svojega dedija pravi, da je gospod. Ja, tako. Skratka, ja, no, v tistih gimnazijskih časih sem ustvarjala glasbo, veliko pisala, ampak nikoli nisem razmišljala, da bom v glasbi poklicno. In to je spet oče za to zaslužen, ker me je ves čas usmerjal drugam. Rekel je, da pač naj iščem še druge stvari, ki me zanimajo, da je poklic glasbenika res težek kruh in mi je to odsvetoval. In tako sem takrat veliko razmišljala, torej, kaj bo moja karierna pot. Imela sem pravzaprav idejo, da bom zdravnica. Študij medicine je bil tisti, ki me je pravzaprav zelo, zelo mamil takrat. Pa težko zraven priti, pa zelo naporno. Zelo naporno. Pa tudi študij psihologije, no to dvoje je bilo takrat Oboje v je igri. zelo zahteven študij. Zelo, in mislim, da je takrat nekako že vesolje mi samo reklo, Ditka, izberi neko mogoče krajšo, lažjo pot. In kaj, to je neka terapija? Zakaj gre to točno? Ja, in odločila sem se za študij delovne terapije na zdravstveni fakulteti, ki na nek način vključuje komponente Maribor obojega. ali Ljubljana? Ljubljana, zdravstvena dobro. fakulteta. Tako da sem se učila potem in anatomijo, fiziologijo, psihologijo, skratka, seveda vse v manjšem obsegu, kot če bi šla Ampak nekaj študirati od tega zdaj medicino. prakticirate, ne? Delate nekaj od tega, Pravzaprav to terapijo. delam, ampak ne, bom rekla, poklicno in uradno, zato ker sem potem stopila poklicno na glasbeno pot. Imam pa sestrično s cerebralno paralizo in z njo redno izvajam terapije, tako da nekako ohranjam ta stik, ker sem kasneje po študiju naredila še specializacijo, posebej za delo z otroki s cerebralno paralizo. In v bistvu ta specializacija je bila precej zahtevna in se mi zdi smiselno, da še vedno ohranjam ta stik. Ditka, možgani, če jim daješ prave ukaze, se znajo popraviti, ne? Absolutno. To je ta v bistvu čarobnost možganov, da jim pravimo plastičnost možganov. Če jih pa zanemariš, pa obratna Prav tako. pot, zakrknejo, ne? Res je. In recimo kot zanimivost, ravno inštrumentalisti, glasbeniki zelo, zelo dolgo ohranjajo možgane sveže, ker je ta, bom rekla, koordinacija leve in desne roke, je to kitara, je to klavir, izjemno stimulira obe polobli možganski in lahko na ta način pravzaprav vplivamo in ohranjamo možgane sveže. Vas ni škoda, mislim, ob vsem spoštovanju petja pa vsega tega, da tega znanja ne uporabljate bolj intenzivno. Da mi bo še enkrat prav prišlo in tudi ves čas se še dodatno izobražujem, ker me v bistvu to izjemno tudi zanima. Čeprav nisem zdaj v tem poklicno, me pa te stvari zelo zanimajo, predvsem to delovanje možganov. Zadnja leta se veliko posvečam tudi tej tradicionalni kitajski medicini. Opravila sem tudi inštruktorski tečaj za obrazno jogo, ki je tudi v povezavi s to tradicionalno kitajsko medicino. Skratka, bom rekla, da svoje znanje ves čas nadgrajujem. Čemu služi obrazna joga? Obrazna joga se mogoče sliši nekaj preprostega in smešnega, ampak je v resnici izjemno, izjemno močna metoda. Moje vprašanje tako zvenelo, ni. Ne, Dobro. ni, ampak vem, Ja. da marsikdo se o tem sprašuje, kaj to je in prav je, da veste, da je obrazna joga pravzaprav eno orodje, ki izjemno pripomore tudi k stimulaciji možganov in pa žlez v glavi in je na nek način edini, tak bom rekla, preprost način, da lahko dostopamo do svojih žlez. Zato, ker z vajami obrazne joge pravzaprav aktiviramo mišice na obrazu in preko mišic vnesemo pravzaprav do teh globljih struktur prekrvavitev, cirkulacijo, bom rekla, hranila in na tak način stimuliramo pravzaprav svoje žleze. A to sploh kdo drug dela kot vi ali?
Seveda. Ne, ker jogo vem, torej tiste Ja. položaje, za obrazno jogo pa da. So, recimo ena najbolj prepoznavnih je Savina Ataj v Sloveniji. Ona je pravzaprav, mislim, da prenesla to obrazno jogo k nam in jo popularizirala. Zdaj je tudi vedno več drugih inštruktorjev in se mi zdi, da bo v prihodnjih letih to postalo še bolj prepoznavno. A vam sta sodelovali ali se poznata? Se ne poznava osebno, ampak sama jo pa ves čas spremljam in tudi preko nje črpam ta znanja. Ona ve, da se vi s tem ukvarjate? Ne vem. Verjetno ne. Dobro. Verjetno ne. Zdaj se vrniva k glasbi in poeziji. Tako. Pravzaprav so vsi teksti, čeprav za nekatere ne bi človek priznal, da so poezija, ampak to so pesmi na vsak način. Tako. Zdaj pa, ko pa nastane poezija, ki ni namenjena petju, pa pridemo do druge zgodbe. Potem se pojavi avtorica, kot ste vi, ki to poskuša na nek način tudi v bistvu približati, ne? Ker mnogi nikoli v življenju niso imeli Ferrijeve knjige v rokah, Ja. pa zdaj poznajo njegove pesmi. Res je, tudi z tega vidika mi je to zelo pomembno, da lahko pomagam k popularizaciji slovenske poezije. Še posebej se mi zdi, da je to pomembno pri otrocih. Moj zadnji album. Ne hočem vprašati, to je tisti, kjer je prva stran Ferij, druga Tako. stran so pa Minati, Menard Zlobec, Kovič, pa Kajuh pa Kajuh. in Kosovel. Kajuhovo Tako. leto. Tako, drži. A potem sem enega preveč povedal. Minatija ni na To je tem. tako, ja. Pa imam v rokavu tudi eno njegovo, tako da upam, da za Če prihodnje. ne drugo, nekoga moraš imeti rad. Je Ja, že tudi gotovo ta. pesem, ki je vredna. Res je. Ne? Ena najlepših slovenskih pesmi, Se gotovo. strinjam, čudovita. Res pa je, da ko uglasbljam poezijo, se mora pač marsikaj poklopiti. In tudi včasih lahko preberem eno poezijo, pa mi je izjemno lepa, zelo sporočilna. Pa jo ne moreš zapeti. Pa mogoče ne najdem tiste prave melodije. Zato, ker kot ste prej omenili, si želim tudi približati ljudem, a ne, to poezijo preko glasbe. In zato mi je tudi pomembno, da glasba še vseeno ostaja, bom rekla, ne preveč kompleksna, če tako rečem. Mogoče še vedno bolj te elementi popa, zato da je tudi spevna, zato da bom rekla, je ljudem to domačno, no, če tako rečem. Dobro, zdaj začnemo malo ubirati Ferija Lansča. Kako ste, kdaj ste ga srečali, ne njega osebno, njegove pesmi prvič, pa katero pesem? Ja, prvič sem, po moje, njegove pesmi Ne bodi kot drugi je bila gotovo ena tistih prvih, pa spomnim se, da smo že v osnovni šoli in potem v srednji šoli brali njegove pesmi. Ne bodi kot drugi je bila pa tista pesem, ki je bila tudi prva, ki sem se jo naučila na pamet. To pa zato, ker jo je moja mama našla v eni reviji in jo je izrezala iz te revije in takrat sva s sestro bile še majhne, pa je rekla, preberite si to pesem, to je najlepša ljubezenska pesem. In svojo sestro brali in se to pesem tudi naučili na pamet. In potem je bil ta izrezek iz revije ene 10 let prilepljen na hladilnik in potem, ko sva začetom... Ne na notranji strani, na zunanji. Na zunanji strani. In ko sva začetom pravzaprav dobila to idejo, da bi lahko poezijo pričela uglasbljati, je moja mama spodbudila torej Gorazda, da uglasbi tudi Ne bodi kot drugi. In to se je res zgodilo, bom rekla, v trenutku navdiha, v 5 minutah, ko je oče nekega dne pač pričel to pesem brati, je šel v studio in to pesem uglasbil. In takrat smo se po uglasbitvi te pesmi prvič tudi osebno srečali s Ferijem in bom rekla, da po tem osebnem srečanju sem pa še več začela brati njegovo poezijo. Not padla, ne? Tako. Aha. In gotovo je bil razlog za to tudi to, da smo se s Ferijem res v trenutku ujeli. Tako, ko pač človeka začutiš ali pač ne. In mi smo se začutili res. Se mi zdi, da smo takoj nekako videli, da imamo en podoben pogled na svet, da nas družijo enake vrednote in predvsem, da pač radi počnemo to, kar počnemo. In me je tudi Ferij spodbudil, je rekel, Ditka, če začutiš, še lahko uglasbiš kakšno mojo pesem. In potem sem res pričela vedno več brati. Potem je to preraslo v to, da so začeli kar vsi trije hoditi, nastopati skupaj, ne? Ja, res je. In najprej je bil Ferij tisti, ki je mene povabil tako na njegove literarne večere in se mi zdi, da sem tam res dobila to priložnost, da sem lahko pač ljudem predstavila prvič to svoje delo.
In potem, bom rekla, tako čisto spontano so začeli ti manjši literarni večeri preraščati v glasbeno-literarne koncerte, kjer pa je zdaj Feri pravzaprav tisti osrednji gost koncerta in prevladuje, torej, bom rekla, uglasbena poezija. Zdaj ne spomnim se točno, kje ste imeli v Ljubljani koncert, v Stožicah ali v Slovenski filharmoniji je bil Ljubljani, ta so bili prelomni. jumbo plakati razprodano. Ja, Tudi tega se spomnim, ko sem se peljal po Ljubljani, pa sem si mislil, evo, poglej, veliki med se jima je posrečil. ja. Ampak to je moralo dobro zgledati vse skupaj, ne? Ja, res, to je bil, bom rekla, tisti prelomni trenutek za vse nas, zato ker smo se takrat ob izidu mojega drugega albuma Ne spreminjaj me prvič podali na tako samostojno koncertno turnejo, ki smo jo tudi sami organizirali, tako da smo si že takrat mogli pravzaprav res upati, da smo najeli tako ogromno dvorano za uglasbeno poezijo, ki je vsekakor ni na prvo žogo in ne morem reči, da je to komercialna glasba, ne. Je še vedno, bom rekla, ima en bolj art pridih. Ja, pa na nek način potem morata oba skupaj z Gorazdom poskrbeti, da pride do neke interakcije s publiko, da začutite vi publiko, pa publika vas. Res je, to je vedno pomembno in to se mora zgoditi, da je tista prava Če energija. tega ni, potem je Vse Bogu, brez ne? veze. Čisto tako je. In mogoče prav tu, kljub temu, da je bil koncert v Slovenski filharmoniji, ki sprejme, mislim, da preko 500 obiskovalcev, res velik uspeh in imam nanj zelo lepe spomine, sem potem tekom izkušenj spoznala, da mi pa vseeno nekako bolj ustrezajo manjša intimna prizorišča. 50 ljudi, 100 ljudi, največ, 50 mi je super, tudi do 100, ampak z tega vidika, da ljudje vidim, da jih slišim, ko se recimo nasmehnejo, da lahko se lažje z njimi povežem. In tudi potem po koncertih, da imam to možnost, da se lahko z njimi v bistvu še srečam, da spregovorimo kakšno besedo, to mi veliko pomeni. Ker čutim eno tako hvaležnost do teh ljudi, ki pridejo, ki pravzaprav s tem, ko kupijo karto za koncert, podprejo moje delo. In se mi zdi, da tudi na teh intimnih manjših koncertih se ta sinergija oziroma ta energija bolje ustvari. Tu so rekli, da ste postali malo nezvesti Feri Julanščku in vzeli, ker je Kajuhovo leto, Ja. ste vzeli Kajuha. Tako. Pa Kajuhova poezija je znana med ljudmi, partizanska poezija. Ja. Veš, mama, rad bi ti napisal pismo, poslal bi v njem vsaj kak pozdrav. Že dolgo je, odkar bi skupaj. Dobro. To, kar pa vi delate, je pa ljubezenska poezija Karla Destovnika. Pravzaprav to, ki sem jo izbrala jaz, naša pesem, je še vedno taka uporniška. Mile naša pesem je, Tako. je krik vseh Moja nas. pesem drži. Ja. Tako gre. Še vedno gre za to, bom rekla, medvojno uporniško poezijo, ampak seveda, tudi ko sem izbirala poezijo Kajuha, nisem gledala na to z vidika partizani in podobno, ampak predvsem Da nekaj pove. tako, kot človeka, umetnika, ki se je preko svojih del tudi boril za te osnovne pravice, ne, kot so svoboda, kot so ljubezen. In zato me je tudi potem pritegnilo, da sem se sploh lotila branja njegove poezije. In ta naša pesem me je nagovorila, ker se mi zdi izjemna, nažalost še vedno aktualna in se mi zdi res en tak krik vseh nas po boljšem Jaz sem svetu. zdaj malo žalosten, ker sem se slabo pripravil, pa nisem pogledal, kateri komadi Nič hudega. od slovenskih pesnikov so gor. Vem, Ciril Zlobec je en najboljših ljubezenskih pesnikov, kar smo jih kdaj imeli v Sloveniji. Katero pesem ste izbrali njegovo? Izbrala sem pesem Čakam te in bom rekla tako, da je tu bil precejšen izziv pri poeziji Cirila Zlobca, ker pač seveda piše v moškem lirskem subjektu. To je recimo prednost pri Feriju, ki obvlada ženski lirski subjekt in se zelo hitro poistovetim z njegovo poezijo. Medtem ko sem ob preberanju poezije Cirila Zlobca našla komaj dve, da ste bili primerni tako zame, a ne, za uglasbitev. In bila je to pesem Čakam te, ki se mi zdi, da je izjemno, izjemno taka čustvena. Srbi bi rekli remek delo. Ja. Potem pride Menard. Kaj ste tam vzeli? Ja, tam je pa v bistvu uglasbitev mojega očeta, Gorazda, ker sva potem nekako prišla na idejo, da bi izbrala te pesnike iz te zbirke pesmi štirih, ker sva že imela uglasbitve Toneta Pavčka pa Cirila Zlobca.
Pavčka je pa tako fajn. Pavček. Njegova poezija pravzaprav se poje sama po sebi, ko jo govoriš, poješ. Res je. In tudi pesem Dober dan življenje, ki je ena prvih, ki jo je uglasbil moj oče, torej že precej let nazaj, bom rekla, še vedno ena najbolj priljubljenih tudi na mojih koncertih. In vem, da bom v bodoče uglasbila še več Pavčkove poezije. Neco Falk, pa njeno prepevanje Kovičevih pesmi poznate. Poznam, seveda, Maček Muri. So veliki čevlji, ko moraš potem za njo nekaj delati po svoje. Res je. Ampak jaz, kadarkoli ustvarjam, pač se skušam ne primerjati z nikomor. Se mi zdi, da vsak pač gre tisto svojo pot. In če bi se manj drug z drugim primerjali, bi videli, da ni nobene konkurence. Če poslušaš svoje srce... Konkurenca mora biti, ta te žene naprej. Jaz nikoli nisem tako čutila. No. Jaz ne mislim konkurence v smislu zavisti, pa metanja polem pod noge, pa tako naprej. To pa se strinjam, da je ena motivacija, ne, da skušaš biti tudi boljši od drugih, ne samo drugačen. Ne? V tem smislu pa se strinjam, ja. Ditka, dobro, zdaj sva predelala ta del poezije, ampak samo od tega bi človek težko bil poklicni pevec. Verjetno ste morali tudi kako drugo, vem, da pišete angleške pesmi. Koliko obvladate angleščino? Pa jaz mislim, da zelo dobro, glede na to, da razmišljam o angleškem jeziku, da pišem pesmi v tem jeziku, zelo mi je blizu. Recimo, bom rekel, težko vam nekdo objektivno pove, tisti, ki so pravi Angleži, če je ta tekst v angleščini tudi tako dobro, ne? Ker če vas gleda v oči, vam mora malo laskati. Ja, s tem namenom tudi te svoje pesmi sem večkrat poslala na razna skladateljska tekmovanja prav v Anglijo. UK Singer-Songwriting Contest je v bistvu eno tekmovanje pod narekovajih, no, za skladatelje, kjer res dobiš eno tako konstruktivno oceno teh res, bom rekla, podkovanih glasbenih kritikov. Tako. Ja. In tam sem pravzaprav za veliko svojih pesmi dobila zelo visoko oceno. Poleg tega, ko sva že ravno omenila angleško izgovorjavo, in to sem tudi dobila velike pohvale strani teh native speakerjev, kaj je to prevod, pač teh, jim je materni jezik angleščina. Med drugim je iz moje izgovorjav in interpretacije v angleščini zelo pohvalil tudi producent Stuart Epps, s katerim sem sodelovala v lanskem letu. In gre za legendarnega producenta, ki je deloval z imeni kot so Elton John, Led Zeppelini, Oasis. In Ditka. In mi je ponudil sodelovanje pri eni moji skladbi. In ko sva se pogovarjala tako preko Skypa, me je zelo pohvalil. In tudi pred leti še en glasbenik iz Irske, s katerim smo bili skupaj na tekmovanju, spet nočem uporabljati besede tekmovanje, bil je festival za kantavtorje v Bolgariji, kjer sem tudi zmagala. Ja, vem. On pa leto pred mano in je tudi pohvalil in tudi moje pesmi, da so dobre. V Bolgariji nastopate v angleščini? Ja, sem pa zapela tudi Ne bodi kot drugi in so bili ljudje zelo, zelo navdušeni. Mi je bilo všeč, da pojem tudi v svojem jeziku, čeprav niso nič razumeli. Ste opazili tam, da Bolgari odkimajo, ko pravijo ja, pa prikimajo, ko pravijo ne? A res? In to poskusite narediti kot delovni terapevt je skoraj nemogoče. To pa, ja, to pa res nisem vedela. Zanimivo. Kaj imate od udeležbe na teh tekmovanjih, festivalih? Zakaj hodite na njih? Predvsem zato, da, bom rekla, pridobivam neke izkušnje in tudi zato, da pač imam možnost ta drugi del svoje zgodbe pač predstaviti malo širše. Zato, ker sem skozi leta v Sloveniji nekako ugotovila, da Slovenci imajo zelo radi slovenski jezik in ni veliko prostora mogoče za angleščino. In tudi v Sloveniji sem se res uveljavila z uglasbeno poezijo, s teksti v slovenskem jeziku in ljudje to vedno znova pohvalijo in rečejo samo tako naprej, super je, da ustvarjate v slovenščini. In te priložnosti, ko lahko grem v tujino in lahko odigram svoje pesmi v angleščini, v bistvu pred tujci, pravzaprav na teh festivalih so vedno glasbeniki iz celega sveta, mi je to predvsem ena taka dobra izkušnja. Zdaj pa greva k temu profesionalnemu delu. Živite s tem cel čas, ker je oče živo od glasbe. 8 CD-jev ste izdali?
Ja, pravzaprav 7. 7? Ja, Ja. Prvega kot še majhna deklica, kot otrok, potem so sledili 4 z uglasbeno poezijo. Kakšne so naklade teh stvari? Bom rekla tako, da za album Ne bodi kot drugi sem doživela izjemen uspeh, ker smo v bistvu pred letom dni naredili že 4. ponatis, to pomeni 4000 albumov. Ampak to je abnormalno To je dosti zelo, zelo za veliko. Slovenijo. Ne? Tako. Ker zdaj, zato vas na ta pogovor hočem napeljati. Skoraj vsako stvar si lahko mularija skine. Nihče več ne kupuje muzike, vsi jo krademo. Res je. Kako naj potem tisti, ki od tega živijo, ali pa potem pridejo še na naslednjo stvar, to je avtorska agencija. No. Ja, to je Greva najprej prvo vprašanje, tole kraja, oziroma nepošteno. Tudi knjig več ne kupujemo, groza. Res je, tudi to je meni kot ustvarjalki in umetnici grozno. Še posebej se mi zdi, odkar je ta internet, socialna mreža, YouTube in pa predvsem zdaj bom rekla, digitalne platforme, kot so Spotify, iTunes in podobni. To je vse neke vrste zastojn dajanje glasbe. Ja. In pravzaprav mi, bom rekla, sploh v Sloveniji, lahko rečem, manjši v primerjavi s tem svetovno glasbeno industrijo, nimamo od tega nič z izjemo neke promocije. In zanašati se na to, da bo živel od prodaje albumov, absolutno ne gre. Seveda se jih nekaj proda, največ predvsem na koncertih, ko je ljudem všeč in potem še dodatno v podporo kupijo album. Včasih to izpade tako, da oddelaš svoje umetniško delo, na koncu pa shodiš s tistim. Pa ne, jaz ne tako dojemam, ker tudi to je seveda umetniško delo in to je osebna izkaznica glasbenika. Ja, prodaja Ja, tako malo. seveda ne prodajam to sama, Dobro, ne, imam za to svoje ljudi, vedno pa z veseljem podpišem torej album, ko ga ljudje kupijo, zato ker da ima še eno dodatno vrednost. Zavarujte svoj dom. Enostavno na Triglav.si. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 60 000 bralcev, vsak mesec zabeležimo več kot 4 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 20 let prvi v Pomurju. Sobota Info.
Žito radenske na dan prinaša dovolj magnezija, ki prispeva k delovanju mišic, kalcija, ki ohranja zdrave kosti in naravnih mehurčkov, ki poživijo duha in telo. Na zdravje zdravim navadam. Radenska. Prej ste rekli, da ste tisto turnejo delali sami. Ja. Feri, vi pa oče. Tako. To ni enostavni projekt, tudi poceni projekt. Ne. Tole. Verjetno si marsikdo ne predstavlja, kakšen vložek je to, preden ti prodaš sploh prvo karto. Ti moraš pravzaprav plačati dvorano, ki jo najameš, in to niso majhni zneski. Plačati seveda vso promocijo, od jumbo plakatov, ki so izjemno dragi, do druge vrste promocij. Skratka, zato da sploh informiraš ljudi. Ja, in ko vse to porabiš, ne veš, če boš to dobo Točno nazaj. to. Ne veš, a se bodo karte prodale. Sploh zdaj v teh, bom rekla, drugih časih pokoronskih je to še toliko težje, ker se mi zdi, da se... Pokoronski so zdaj že malo boljši, ampak medkoronski Tisti so bili pa itak katastrofa. Tam se niti nismo sploh lotili organizacije koncertov, ker ne bi šlo skozi zaradi vseh ukrepov. Skratka, to je res, res velik zalogaj in zato tudi, bom rekla, izjemno stresno, tudi za nas seveda, ne? Ker nikoli ne veš, a boš prodal toliko stopnic, da boš pokril stroške, kaj šele zaslužil nekaj, v končni fazi pa mi živimo od plačanih nastopov. Tako da ni tako rožnato, kot se morda zdi, biti glasbenik, biti umetnik, je kar precej stresno lahko tudi na trenutke. Oče, on je bolj po zabavah igral, pa tak naprej. To je bolj enostavna stvar, tam vprašajo, koliko kasiraš, Ja, pa ti plačajo, pa oddelaš svoje vikende, sicer imaš uničene, ampak oče je veliko igral, ustvarjal Ja. je seveda tudi avtorsko glasbo, imel je tudi avtorski band Duet After Eight, ki sta bila takrat precej popularna v 80-ih, se mi zdi. dobro ime ste imeli, Duet After Ja, Eight. igrala sta seveda po 8 uri zvečer. Veliko je igral tudi po tujini, ogromno različnih stvari in ravno zato, ker si je sam izkusil, kaj pomeni to, kako pravzaprav ni enostavno si Med tistimi, ki so vas prigarati ta takole kruh. hvalili na vaši strani, pa to je tudi Adi Smolar, sta dobra prijatelja. Adi je predvsem prijatelj od mojega očeta, ker sta ja, bolj generacija. ja. Seveda se pa z Adijem poznamo osebno in mi ogromno pomeni, da je tudi on tako prepoznal moje delo in me pohvalil. Ja, vi delate pesniške stvari, on pa pesmi dela. Tako. Tako bi človek rekel, ne? Ja, pravzaprav se pa tudi sama poistovetim z nazivom kantavtorice, ker pač pišem sicer v angleščini, ampak tam pravzaprav sem kantavtorica, ker napišem besedilo, glasbo in to tudi izvedem. Zdaj, vrhunsko poezijo uporabljate v slovenščini, ki jo potem predelate v svoje pop komade, ali kako bi temu človek rekel. So te angleške pesmi podobne temu, kar poskušate na nek način loviti ta tempo, ki so ga ti največji slovenski poeti? Ja, bom rekla, so pa niso. V smislu, ko izbiram poezijo, imam seveda ogromen nabor, lahko izbiram tudi med tematikami, kaj želim, ne? In večinoma tu res skušam čim več izbrati te pozitivne poezije, nekega pozitivnega pogleda na življenje, poezije v ljubezni. Medtem ko pišem lastne tekste, so pa ti pogosto tudi izraz neke stiske, nekih čustvenih nemerov, ker takrat, ko nisem v dobrem stanju, mi najbolj pomaga, da pišem, ker je to en način, da lahko se sprostim. In mogoče se v tem pogledu, kar se tiče samih tematik, mogoče razlikujejo, kar pa je skupno obojemu, pa je to, da tudi ko pišem svoja besedila, pazim, da so besedila kvalitetna in da imajo sporočilo in da imajo neko zgodbo. Ker angleški jezik je včasih lahko tudi samo rima na rimo, jaz pa tega nočem in hočem, da pač ima vsaka pesem za sabo eno zgodbo. Zdaj, glede na to, da sem jaz celo življenje bil radijski urednik, koliko vas vrtijo slovenski radiji? Premalo. Če sem čisto odkrita, bi si želela več. Zato, ker še vseeno, kljub temu, da gre za uglasbeno poezijo, se mi zdi, da je dost poslušljiva, da bi se lahko vrtela na večini radijskih postaj. Seveda so izjeme, kamor moja glasba ne paše. Nočem pa niti slučajno kritizirati, izjemno sem hvaležna vsem postajam, ki me vrtijo. Vsak
izvajalec pa si bi seveda želel še več. Dosti krat se uredniki zgovarjajo, da ni dobre slovenske glasbe, da zato vrtijo v glavnem angleško ali pa hrvaško. Jaz se nikdar nisem s tem strinjal. Tudi jaz se ne. Da se najti zelo dobre izvajalce, žal pa vrtimo tiste, ki niso zelo dobri. Ja, nažalost. To je ta absurd situacije. Ne? Jaz mislim, da je v Sloveniji ogromno dobre glasbe in tudi med tistimi, ki niso toliko uveljavljeni še mogoče. Ker pač seveda skozi leta imam možnost spoznavati glasbenike in vidim, kako so res trudijo, a ne pa mogoče tudi svojo avtorsko glasbo ne pridejo nekako v spredje, ampak to ne pomeni, da je glasba slaba. Tako da mogoče kot uredniki bi mogli še več brskati. Tako. Ja. Pa bi gotovo našli kvaliteto. Brez muje se še čevelj ne obuji. Drži. Za vse je potrebno delo. Kakšne načrte imate, Ditka? Razen to pač, da proizvajate sproti tole. Kar nekaj hudi tempo imate, ni to malo prehiter? Tako sem zdaj nekako naračunala, da sem na vsake 3 leta izdala album, vmes med korono. Seveda, da ste stari 60. Zdi se, a ne? Nisem 3 leta. Pač bom rekla tako, da sem vesela, da me ves čas spremlja ta navdih in to je tista največja želja, da bi navdih ostal. Ker takrat, ko je prisoten, takrat lahko pišem, lahko ustvarjam. In mogoče, bom rekla, za ta specifičen izdelek, ki je šel lansko leto, bi še lahko malo počakala, zato ker je še iz prejšnjega albuma ostalo kar nekaj pesmi, ki jih nisem, bom rekla, tako posebej izdala. Ampak ker je prišel ta čas korone, ko smo bili doma, sem se preprosto morala zaposliti. In to, da sem pač ustvarjala in uglasbljala poezijo, me je pomirilo in da sem lahko šla v studio in ta izdelek naredila, bom rekla, me je ohranilo pri zdravi pameti, zato ker če bi samo doma sedela in čakala, da bojo spet koncerti, se ne bi dobro končalo. In zato je bom rekla, ta album 4., če tako rečem zdaj, z uglasbeno poezijo tudi nekako hitro izšel. Zdaj imamo v tej vaši dejavnosti tiste pevce in pevke, ki zabavajo, pa tiste, ki nekaj sporočajo. Vi verjetno sebe štejete v to drugo kategorijo. Drži. Na prvo žogo je tukaj težje uspeti, ker ljudje ne hodijo po ulici pa se derejo la, ker ni. Res je, se strinjam. In ta pot, če rečeva do uspeha, spet uspeh je zelo relativen, ampak zame osebno je uspeh to, da imam polna koncertna prizorišča, da ljudje pridejo, da prisluhnejo, da moje ustvarjanje pohvalijo, da kupijo karto za koncert. To je zame uspeh. Ampak do sem je bila dolga pot in je bilo ogromno dela vloženega. Ni se zgodilo čez noč, čeprav verjamem, da ko imaš pravi izdelek v rokah in ko ga ljudje začutijo, se potem pač more tudi nekaj zgoditi. Ampak tu grejo zasluge predvsem mojemu očetu, ki ni nikoli odnehal in je vedno motor, tako, vedno se je trudil, tako pravi izraz je to. Kaj pa, zdaj bom spet malo tak indiskreten, tudi stiske pridejo, razočaranja. Seveda. Ker tudi ni zmeraj publika hvaležna. Pa jaz moram trkati, da na mojih koncertih res nisem še nikoli šla s koncerta, da bi bila razočarana. Ponavadi je obratno, da tudi če imam slab dan in grem z neko, bom rekla, bolj utrujena na koncert, ko pridem tja, ko sem na odru, ko začutim to energijo s publiko, grem vedno napolnjena s koncerta. In z tega vidika bom res rekla, da imam praktično same dobre izkušnje. Zato, ker se mi zdi, da tudi ravno zato, ker ste prej omenili, eni zabavajo, eni sporočajo in ker ljudje vejo, kaj pričakovati, ko pridejo na koncerte in pač vedo, da se bojo usedli in bojo prisluhnili. In mislim, da je zato to tisto, da je na koncu pač so zadovoljni, ker ne pričakujejo, da bom jaz na odru zdaj plesala in jih zabavala in ja, recimo, to ni to. To je pravzaprav, jaz tudi rečem, naš koncert je kulturni koncert. Kulturni dogodek. Tako. Ditka, živite profesionalno kot glasbenica. V koliko se to življenje razlikuje od življenja vaše sestre, ki ni umetnica?
Ja, bom rekla predvsem, mogoče sestro mojo sva si prav podobni, zato ker sva obe samostojni. Ona je nedolgo nazaj odprla svojo ambulanto veterinarsko, tako da v tem vidiku, da obe delava 24/7, če tako rečem, sva si podobni. Ker ko si samostojen, ko si na svoji poti, to ni nek urnik usklajen, ampak ves čas je treba delati. Ne smeš zaspati, ne smeš obstati. In včasih zna seveda biti to tudi kar naporno. Seveda si lahko vzamem krajši dopust, ampak ne morem si pa privoščiti zdaj, da za nekaj mesecev čisto zaspim in ne vem, se odklopim od socialnih omrežij, ne izdam nič novega. Mislim, Kam hodite na dopust? zelo različno. Recimo ena klasika je smučarski dopust v Avstriji, Bad Kleinkirchheim, to je moja destinacija vsako leto, ker rada smučam. Drugače pa skušam vsako leto izbrati nekaj novega, daljšega v tujini, nekam odpotujem. Se mi zdi, da se v tujini tudi nekoliko bolj sprostim in res lahko odklopim, bom rekla, vseh Pa obveznosti. tudi človek spozna številne nove stvari. Predvsem to. Ja. Vedno mi da neko novo inspiracijo, ko se vrnem potem nazaj domov. Tako da skušam pač vsako leto obiskati neko novo državo. Kaj pa, ko ste v tujini? A kaj A počnem? navežete stike z domačini tam? Poskusite priti do njih? Ponavadi, ko grem tako na potovanje, bom rekla, se bolj zase držim. A? Ja, mi pa še to, da imam tisti mir. Seveda pa je zanimivo včasih tudi spoznati kakšne domačine. Se mi zdi, da tisti ti potem svoj kraj še toliko bolj približajo. Mi je pa vedno en tak cilj, ko grem v drugo državo, da predvsem spoznavam in kulturo in predvsem kulinariko. To mi veliko pomeni. Drugače pa si tisti čas vzamem čas zase. Ne, bom rekla, navezujem nekih novih poznanstev. Dobro, zdaj pa še, koliko poznate Prekmurje, glede na to, da ste interpretka Ravno prej sem razmišljala, prekmurskega velikana poezije? da bi morala Čeprav še ni bolj. visok. Zato, ker recimo glede na to, da se s Ferjem zdaj poznamo skoraj 10 let že, še vedno ne razumem prekmurskega jezika in to bi rada. To je bilo eno vprašanje. Ferij piše tudi v prekmurščini. Res je. A ste poskusili že katero od njegovih pesmi interpretirati? Od njegovih Zelo prekmurskih lepe. ne. Sem pa, kot zanimivost lahko povem, čisto na začetku naše skupne poti, ko sem pravzaprav imela samo 2 njegovi uglasbitvi, me je Ferij nekako spodbudil, da sem se naučila eno vašo prekmursko. Zdaj se pa ne bom spomnila naslova. Skratka, bila je pesem v prekmurskem jeziku, če tako rečem, in sem jo jaz izvajala. Tudi če naslova ni, se bom jaz spomnil, za katero pesem gre. Bom premislila. Karkoli iz nje. Bom še razmišljala, če ne bom pa ob koncu oddaje se gotovo spomnila. Takrat sem nekako stopila v stik s prekmurščino, tako tudi, bom rekla, v tem smislu interpretacije. Prekmurci imamo nekaj, ampak vse prekmurske pesmi so žalostne. To bi pa lahko ocenila po tem molusu. Ne ore, ne seja, rasti mi pšenica. Zakaj so žalostne? Ja, ker smo Prekmurci pač take duše. Melanholične. Ja. Psihologi pravijo, da ta ravna pokrajina naredi. Tudi Vojvodinci so podobni po tem. Zanimivo. Ta širok pogled, potem pa. Potem smo Korošci iz tega vidika verjetno bolj veseli. Ampak zanimivo je, da so Prekmurci pa Korošci zmeraj dobro razumeli med študijem v Mariboru pa v Ljubljani, To je pa res, ne, pa Primorci, ti trije. ker smo malo odmaknjeni, vsi smo na robu, vsi smo nekje v stiku s tujino. Vsi umaknjeni, vsi moramo daleč, da pridemo do kraja sredine. študija. Ne? Res je, ja. Vi skozi hudo luknjo. Ja, nažalost, dolga pot. Ja, ampak tudi to je en del identitete. Sigurno. Enega dialekta, ene skupine narečne. Ne? Sigurno in tudi to, da sem se kljub, bom rekla, takšnemu poklicu odločila živeti na Koroškem, ima svoje prednosti in tudi svoje slabosti. Predvsem, bom rekla, ta dolga vožnja, zato ker se pač vse dogaja običajno nekje v središču Slovenije. In njim je zelo težko priti do nas, Ja. Nas pa hočejo imeti Res je, mi pa se... pri roki. Ne? Ja, res je. Mogoče to, da če bi živela recimo v Ljubljani, bi se pač mogoče še več udeleževala raznih dogodkov, ali pa tudi ne. Ditka, a vam je bilo kdaj žal,
da ste se odločili, da bo glasba vaš poklic? Pa ne, mislim, da bi rekla, da mi je prav žal ne. Zato, ker vedno, ko stopim na oder, ko vidim, kaj se zgodi tam, neka taka čarovnija ali pa ko ustvarim nekaj novega, vem, zakaj to počnem. Res je mogoče v tistih trenutkih, ko se nakopiči, ko so stresni trenutki, ko je mogoče vsega preveč, pomisliš, joj, zakaj mi je to treba. Mogoče tudi včasih v tem smislu, ko pač moraš biti medijsko prisoten in moraš biti pač viden, a ne. Jaz sem pa v osnovi bolj introvertirana osebnost in ta vidik, da bi se lahko včasih bolj skrila, bi mi pasal. In verjetno, če bi počela kaj drugega, bi pač to si lahko privoščila. Kot poklicna glasbenica si ne morem. Ampak mene, kar me muči, že skoraj cel pogovor, rekli ste sestrična, ste bila na paradizu. Se vam ne zdi škoda, da ne pomagate večjim ljudem, kot samo svoji sestrični? Ja. Na ta način. Z tega, ja, včasih res čutim, da bi lahko tudi... Morda pa nekoč, ne? Ja, tako. Zato, ker se mi zdi, da tudi preko glasbe na nek način zdravim, Je če to tako ena vrsta rečem. terapija, to je jasno. Vsekakor je. In zato mogoče tudi, bom rekla, nimam toliko slabe vesti, da ne delam dodatno še s tistim znanjem, ki sem ga pridobila preko študija, ker vem, da tudi svojo glasbo zelo veliko dam ljudem, vsaj po odzivih sodeč. Veliko dam pa tudi sebi, zato ker vedno, ko ustvarim nekaj novega, me to izjemno napolni, sploh ne znam z besedo opisati, kakšni občutki so to. In zato vem, da sem na pravi poti. Kot sem že prej omenila, se pa ves čas dodatno izobražujem in mogoče čez nekaj let bom pa tudi v terapijah, mogoče potem kasneje, ko bom starejša, pa mogoče ne bom več čutila, da bi pač stala na odru. Glasba in terapija skupaj tudi zna biti zelo zanimiva kombinacija, ne? Tudi to zna biti in imam občutek, da če bom oziroma ko bom enkrat se bolj posvetila tudi terapijam, da bom to povezala tudi z glasbo. Mnoge vaše kolegice, zlasti kolegice moški, niti ne toliko, imajo neke šole za mlade talente, a vi tega še niste začeli prakticirati? To še Z očetom recimo skupaj. V bistvu moj oče tudi vse življenje hkrati poučuje klavir. In tudi on mi je rekel, da bi ti kdaj tudi poučevala. Pa zaenkrat me še ni to premamilo, predvsem zato, ker vem, da imam še sama se ogromno za naučiti. Ja, poleg vsega pa si boste vzgojili konkurenco, ki vas bo izrinila z odra. Ja, ne. Če si dober učitelj, moraš to je res, na tem seveda, delati. absolutno. Ampak hočem reči v smislu, da mislim, da se sama moram še veliko naučiti preden, da bi se čutila, bom rekla, toliko kompetentno, da bi to predajala na mlajše. Mogoče v smislu pisanja pesmi, tu bi si že upala narediti kakšne te klase, se opravičujem za angleško besedo, no? Ta izobraževanja, mogoče enodnevna. Kot učiteljica petja pa še nisem tam. Bo pa, se imate še zelo dosti časa. Nitka, hvala lepo za ta obisk in prijeten pogovor. Ja, hvala najlepša za povabilo.